Spoštovani organizatorji današnjega dogodka na čelu z gospodom Janezom Malančkom, poveljnikom štaba civilne zaščite za Zahodno Štajersko, cenjeni Darko But, direktor Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje, spoštovani župan občine Podčetrtek, gospod Peter Lisja. Mislim, da med nami ni, ampak pričakoval sem tudi ministra Počivalčka, pa da se srečava v Ljubljani. Spoštovani državni svetniki in poslanka, župani sosednjih občin, gospe in gospodje, dovolite mi, da vas nagovorim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta. Vesel in počaščen sem, da ste me povabili v svojo sredino. Živimo namreč v nemirnih časih, politiki nam odstopajo kot po tekočem traku, Evropo pretresajo protesti, gospodarska kriza se pripravlja, podnebne spremembe kažejo svojo temno plat vse bolj pogosto, evropske meje pokajo pod pritiskom novih in novih migrantov, a kljub tem črnogledim iztočnicam sem miren in optimističen. Vem namreč, da ste vi, prav vi, tista tovariška sila, ki deluje zglašeno, organizirano, humano, humanitarno, nesebično in srčno 24 ur na dan v vsem letu. Spoštovane gospe in gospodje, ko tako stojim pred vami, se spomnim tistih dni leta 1991, ko je slovenska samostojnost dobila svojo pravo podobo in pravi obraz. In spomnim se ljudi, ki smo živeli v desetletjih miru in vedno poslušali tisto, pripravljajmo se, kot da bo jutri vojna, živimo v miru, kot da bo 100 let mir in pripravljamo se, kot da bo jutri vojna. Pa smo imeli tiste vaje, nič nas ne sme presenetiti in kaj podobnega. Leta 1991 nam je vse to izjemno prav prišlo. In takrat sem se zavedel, da se varnosti v družbi ne da zagotoviti takole. Tisti, ki so jo poskušali zagotoviti takole na Balkanu, so potem kar dolga leta bredli po krvi do kolena. Slovenci imamo eno zanimivo lastnost. Kolikor nas je, toliko misli in vsaka drugačna. Ampak, kadar je treba, znamo stopiti skupaj in znamo s trezno glavo premisliti, kako najti rešitve že za tako težke probleme. Civilna zaščita je eden izmed redkih sistemov v državi, ki pravzaprav niti ni šel skozi neke strukturne večje spremembe. Spremenilo se je samo to, da v prejšnjih družbenih podjetjih smo imeli celotno strukturo na voljo, zdaj nimamo več in večino aktivnosti gradimo na gasilcih, pa na reševalni službi, ampak konec koncev odgovarjamo duhu časa. Ohranili smo strukturo službe, ohranili smo dobre povezave, ohranili smo materialno bazo, da lahko v težkih časih hitro in učinkovito ukrepamo. Jaz, kot sem rekel, nimam nobene bojazni, da bomo zatajili o morebitnih težavah, ki se nam lahko pojavijo v prihodnosti. Ne bomo zatajili zaradi tega, ker smo se Slovenci vedno znova znašli v najbolj kriznih situacijah. Bi vas pa pozval k temu, da naši mladi generaciji, ki se bolj ukvarja s temle in z mobilnimi telefoni, kot pa razmišlja o tem, kaj bo jutri, če tega vsega ne bo, da te generaciji prenesete svoje izkušnje, da jih navdušite za nesebično pomoč drug drugemu. Prav skozi gasilstvo se izobražujejo mnoge generacije ne v tem, kako poskrbeti zase, ampak tudi v tem, kako poskrbeti za vse skupaj, kako sobivati, biti človek s človekom in priskočiti nekomu na pomoč tudi takrat, ko z njim nimaš ravno dobrih odnosov. To nas Slovence dela drugačne, kot so drugi narodi. To nas vse skupaj nabira pod isto zastavo. Če imajo drugi visoko profesionalne organizacije, ki skrbijo za civilno varnost, imamo mi ne samo visoko profesionalno, ampak tudi široko razpredeno ljudsko organizacijo, ki se je sposobna
odreči svojih koristi in poskrbeti za korist vseh nas. Jaz vam čestitam ob vašem in našem prazniku, želim vam veliko uspešnega dela tudi v prihodnje, želim, da bi oblast imela dovolj posluha, da vam zagotovi materialno podlago za vaše delovanje. Obenem pa želim, da bi mladi rodovi prevzeli izkušnje starejših in se pripravili za morebitne težave v prihodnosti. In predno zapustim govorniški oder, bi rad čestitev tudi nežnejšemu spolu, ki je nežen na pogled in dovolj trden v dejanju. Spoštovane mlade dame in tiste, ki ste malo manj mlade, želim vam čestitati vaš praznik, ostanite zdrave, čile, lepe, uspešne in podpirajte še naprej tri vogale tiste hiše, v kateri mi moški poskušamo samo enega. Čestitke, hvala lepa. Hvala lepa, gospodine predsedniku Državnega sveta.